Jaz sem Janin, tole pa Jerca Legan, ki jo že poznate, ki ni samo medijska oseba, ampak je tudi popotnica. Strastna. Zdaj bova pa dala kar malo premešane med sabo tvoje fotografije, namreč tudi fotografiraš sama, pa te bom vprašal, kaj vem, recimo, katere stvari so naredile poseben vtis, bom rekel, no? Ja, te fotografije nakazujejo, kaj me v resnici zanima, ne. Po eni strani zgodovina teh dežel, krajev, kontinentov, ljudi, kako tam živijo, otroci so moja, lahko rečem, velika, mislim, strastno in s srcem gledam na vse te dežele, na njihove značilnosti, na naravne pojave, tole recimo zdaj zadnjih nekaj fotografij gledava iz Šrilanke, kjer sem se seveda poskušala skozi trekkinge spoznavati naravo, obiskovati templje. Ta svetišča so mi tudi res poseben, lahko rečem, draž, da hodim, da spoznavam različne religije, da ugotavljam, kako v bistvu v resnici smo v osnovi v vrednotah ljudje podobni, ne? Da se predvsem delimo na to, ali smo res dobro misleči in dobro želimo delati in dobro sočloveku, ali je v nas nekaj tistega, kar poskušamo potem na drugih eksorcirati, ne? In ja. Kakšen vtis pa misliš, da imajo domačini o nas? Zdaj ponekod imam jaz občutek, da nas gledajo samo kot denarnico na dveh nogah. Ja, Drugje smo jim zanimivi, pa jih zanima, kaj smo zdaj mi za eni, ki sem hodimo. Ja. Lansko leto recimo v Kolumbiji sem imela točno ta, lahko rečem, to neposredno srečanje z trkom kultur, v smislu, da so belci za njih ne bodi ga treba, ne. Oni celo rečejo gringoti, ne, kar izhaja iz gringov, pojdite, ne, mi vas nočemo. Takrat, ko so bili ameriški vojaki, to je več teorij. Ampak ja, dejstvo je, da imajo nek zadržek, pri čemer seveda že celo domačini vidijo, kdo je popotnik s srcem in kdo mogoče prenese drugo kulturo in se ne dotika njihove in spoštuje njihove običaje in tudi želi poskusiti in se poskuša integrirati v to neko družbo njihovo, saj za tisti čas, ko si tam. To domačini zelo začutijo, te energije. Ali ti prideš tja pa rečeš, aha, jaz sem kupil potovanje, jaz si lahko vse dovolim, ne še to pa to bom, no v tistem trenutku, ko oni tebe začnejo jemati kot nekoga, ki je denarnica, si zaključil. Takrat ne boš zagotovo doživel tega, kar lahko sicer, ne. No tukaj recimo nakazujejo tudi vse ti trekkingi na zelo visoka mesta, ne, recimo v Nepalu sem šla pod Annapurno, vedno poskušam v vseh deželah iti na vrh. V Tanzaniji mi žal ni uspelo še na Kilimandžaro, ampak je na bucket listu, ne, na mojem jagodnem izboru, da se tja vrnem ravno zaradi tega, ker bi se rada povzpela. Tako da vsi ti izzivi me intrigirajo, globine morja, recimo rada raziskujem, se potapljam, živali spoznavam vseh vrst v gozdovih, tudi nevarne, tudi v veliki nevarnosti se rada spravljam, ker sem malo adrenalinski, lahko rečem manijak, ampak zaenkrat moram reči, da nobenih zares... A si probala kakšno tako, recimo bungee jumping ali pa kaj takega? Bungee jumping ne, sem pa skočila s padalom, ja, in tudi jahala vse te eksotične živali, kot so sloni in tako naprej. Tako da, recimo, eden izmed adrenalinskih je bil zagotovo kanjoning v zelo hudi divji reki na Šrilanki, kjer je šlo tako rekoč za preživetje in sem rekla temu vodiču, ki me je peljal na kanjon, sem rekla, glej, jaz imam doma 2 otroka, jaz moram peti živati tukaj nazaj. In me je tako držal, ne vem, če mi je skupaj 50 kil. Žila, čez in čez, kita, človek, mišica, je rekel, ti se me samo prim za roko, tudi jaz imam 2 otroka doma, midva bo to zmogla. Me je potegnil čez kanjon, čez, ker je bil dejansko tak prehod, da bi me tista voda hotela odnesti. In to so take stvari, ki ti res ostanejo v celo življenje in jaz se rada vračam v te res kraje, kjer so ljudje še tako pristno drugačni in ki ti pokažejo neko drugo plat človeka in ta humanost se mi zdi, da vedno deluje. Če si ti topel z ljudmi, ne, mene so velikokrat vprašali, joj, pa se upaš sama v take kraje, v Indijo, v Egipt, sama ženska in tako naprej, ne. Saj pa glej, jaz dobro mislim, da se mi ne more zgoditi karkoli narobe in ljudje tudi čutijo te energije in potem so dobri do tebe in se ti ne more neka... Jaz sem slišal teorijo, ki je malo drugačna kot tvoja, vse jih je 100, ne? Da gringo pride od grego, kar pomeni Grk.
Aha. Ampak v Afriki, kar je zanimivo, nam pravijo pa muzungu. No. Muzungu pomeni pa taka, kakor nekdo, ki leta stalno sem, pa je pa nikoli ne da miru. Ja. To izgleda jih najbolj fascinira pri nas, da skozi nekaj hočemo. Ja, zato ker dejansko, tukaj se spet razlikuje to, kar smo se pogovarjali, turist ali pa popotnik. Ne? Turist lovi neke inserte in zdaj, da bo on se prfočko utlepa tam. Ne? Popotnik se pa ustavi, si pa vzame čas, pa se nekje usede v lokalno neko oštarijo in tam obtiči in se pogovarja z domačini, mogoče celo prespi kakšen dan več. To je ta moment, ne, ko ti lahko kot popotnik si vzameš več časa. Meni je vedno ta timing največja drama, ker v bistvu vem, da bom imela tam 3-6 tednov in da moram v tem času želim vse veliko videti, hkrati si pa vzeti čas za nek kraj, ne, nekje obtičati. Etna na Siciliji. Ne. Sicilija je tudi ena taka krasna dežela, ali pa Mehika, recimo ta Mehiški zaliv. To so res tako fascinantni kraji, jaz vsakič znova rečem, da še premalo potujem, pa se mi zdi, da kar naprej, ne, sem nekje na poti, en tak nomad sem. Po duši sem, mama moja pravi, da sem ciganka, ne, pa pravim, ja, se to je zame v bistvu kompliment in želim taka ostati.